Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Občina Naklo praznuje 29. junija svoj občinski praznik. 22. junija pa je v osnovni šoli v Naklem potekala osrednja prireditev. Na povabilo župana in dobitnika posebnega priznanja se je te slavnosti udeležil tudi sam župan pobratenega mesta Naklo. Prav tako pa so bila izročena priznanja in pa plakete bronasta, srebrna in zlata. V občinskem prazniku občine Naklo dobivate bronasto medaljo. Letos mineva 50 let, odkar je bil ustanovljen košarkarski klub. Kar dolga tradicija, kaj ne? Ja, res je zelo dolga tradicija. Mnogo ljudi pred menoj se je trudilo, da je sploh uspelo to. Tako smo že prej slišali, 74. leta smo že odigrali prvo tekmo, takratni Pipan pa Mohorič so odigrali prvo tekmo na Gorenskem, tako da so se potrudili, stvar uredili, tako da zdaj funkcionira. Je pa treba vedeti, da je skozi vsa ta leta je bilo treba veliko truda, veliko energije, da je skupina ostala skupaj, da smo povezani in to se trudimo tudi v teh letih. Preživeli smo, če ne drugega, tudi korono in se trudimo po najboljših močeh naprej. In se trudite, da nadgrajujete tudi mlade košarkaše, zagotovo v občini Naklo. Se trudimo, da jih pridobimo v svojo sredino čim več. V zdajšnjih časih je to težko, mladi grejo tudi v druge športe, ne samo v košarko, vendar se bomo potrudili tudi naprej, da bo tradicija košarke v Naklem ostala še nekaj časa, da bodo občani imeli še zmeraj možnost igrati košarko v Naklem. In kaj vam pomeni bronasta medalja občine? Bronasto priznanje občine pomeni ogromno. To je delo 50 let trdega dela, skupaj z veliko ljudmi, z veliko igralci in veliko potrpežljivosti, da smo prišli do 50 let obstoja košarke v Naklem. Vi tudi v občinskem prazniku dobivate zlato plaketo občine Naklo. Dobivate jo za vaš prispevek v kinološkem društvu, turističnem društvu, skratka, vse povsod ste zelo aktivni. Ja, res je, v bistvu od svoje rane mladosti sem aktiven že v večjih društvih. Eno od teh je pravzaprav prav kinološko društvo, potem je tukaj še športno društvo in pa košarkarska sekcija, seveda tudi lovci, turistično društvo, kinologi. Aktivnost mi je nekje, v mojem srcu, v moji duši. Ukvarjati se s kužki, to je posebno priznanje. Ja, to je izredno lepo, izredno lepo. Pes je prav najbolj zvest človekov prijatelj. V bistvu ti je vedno vesel, takrat, ko je ukregan ali pa takrat, ko ga pohvališ. On ti je vedno vesel in ti nikoli ne zameri. Koliko časa se že ukvarjate s kinologijo? Pravzaprav s kinologijo se ukvarjam že več, kot je samo društvo v Naklem staro. Naklavsko društvo je letošnje leto je praznovalo 42-letnico. Jaz pa sem že prej hodil s svojim kužkom na tečaj v Lese, v kinološko društvo Lese. Kaj to zlato za vas pomeni? Glejte, to v bistvu ena... Kaj pomeni? V bistvu, da sem verjetno dobro delal v svojem življenju, predvsem na prostovoljni bazi. Veliko ur smo riskirali, seveda ni to samo moja zasluga, ta razvoj društva, ti uspehi v društvu so tudi moji prijatelji, prijateljice, člani, članice, ki so z mano skupaj to ustvarjali. Za vsako delo v društvu je treba eno lepo ekipo aktivnih ljudi, ki so pripravljeni prostovoljno kaj narediti. Ob občinskem prazniku občine Naklo dobivate bronasto priznanje. Dobivate ga pa za vaše dosežke v gasilskem društvu. Ja, tako je. Sem aktiven član gasilskega društva PGD Duple. Delujem tudi v organih Gasilske zveze. Pred kratkim sem tudi prevzel funkcijo poveljnika Gasilske zveze Naklo. Kaj za vas pomeni današnje priznanje občine? Jaz sem zelo počaščen in hvaležen, da sem ga dobil. Obenem se pa tudi zavedam, da to pomeni, da moram še naprej delati, aktivno sodelovati pa še izboljšati stvari. V občinskem prazniku občine Naklo dobivate srebrno plaketo v zasluženem gasilstvu, kot je videti z vaše uniforme.
Ja, vsaj približno tako, naj bi bilo, ja. Ja, gasilec sem že praktično skoraj od rojstva. Malo družinska tradicija, pa tako naprej. Ste uspešni gasilci v vašem koncu? Lahko rečem, da ja, seveda. Nekaj imamo uspeha, tudi Gasilska zveza Naklo, kjer sem bil poveljnik 3 mandate, uspešno deluje. Tudi novi poveljnik, ki smo se letos zamenjala, tako da mislim, da je zelo sposoben in bo peljal naprej to zgodbo. Kako pa je z vašim podmladkom v gasilskem društvu? Ja, s podmladkom je pa tako. Čas korona ni bil najbolj prizanesljiv za delovanje gasilske mladine, ampak zdaj se že izboljšuje. No. Tudi trudimo se zelo, da spet pripeljemo, da bo tako, kot je bilo pred tem korona časom. Vi ste predsednik prostovoljnega gasilskega društva Duple. In kaj vam pomeni današnjo priznanje občine Naklo? Eno potrdilo, da delamo dobro, pač ta priznanje ni samo moje, je od celega društva oziroma tudi od Gasilske zveze. Predlagali so me člani prostovoljnega gasilskega društva Duple, kar pomeni, da tudi sam najbrž dobro delam. Koliko let ste že gasilec? Od svojega 6. oziroma 7. leta, to je že 28 let. Vam je bilo kdaj žal, da ste se odločili za prostovoljno gasilstvo? Sigurno ne, pa mi nikoli ne bo. Kaj za vas pomeni to vse skupaj, kar ste prejeli? Pravim, da veliko, da je to pač ena zahvala za moje delo, pa delo mojih članov v društvu. 29. julija vaša občina praznuje občinski praznik in v osnovni šoli v Naklem je potekala slavnostna prireditev ob občinskem prazniku. Najprej seveda vam iskrene čestitke vašim občanom in pa seveda nagrajencem. Hvala lepa, tudi jaz čestitam vsem nagrajencem, ki so danes dobili zaslužena občinska priznanja. No, ta nocojšnji večer je bil posvečen našemu občinskemu prazniku in seveda tudi dnevu državnosti, tako da je bila nekako s to prireditvijo nekako zaokrožimo ta zunanji del prireditev. No, same prireditve potekajo že kar cel mesec in začelo se je tudi z dobrodelno tekmo v Podbrezjah. Drži, no najprej smo imeli 30-letnico naših Duplank, potem ta dobrodelna tekma v Podbrezjah, potem en velik koncert našega domačina Domna Križaja z ženo Mojco, sta pripravila čudovit večer, potem imeli smo kar nekaj otvoritev slikarskih, potem športnih prireditev, gasilske dogodke, nocoj ta prireditev. Imeli smo tudi 70 let društvo upokojencev, vse to smo nekako umestili v ta program. No, zdajle v soboto nas čaka še predaja novega gasilskega avtomobila prostovoljnemu gasilskemu društvu Žeje Bistrica in potem nekako bomo zaključili Sveto mašo v Naklanjski župnijski cerkvi in letos je bil res program bogat, kvaliteten, tako da je za življenje župana v Naklem junija izredno naporno. Torej, podelili ste bronasto, srebrno in pa zlato plaketo v občini Naklo in izročili priznanje pobratenemu mestu Naklo županu iz Poljske, ki se je udeležil te slovesnosti. Ja, res sem vesel naših prijateljev z Naklo nad Notecijo. To je neka taka zares simpatična zgodba o sodelovanju, že samo kako se je začela. Res je kolega Slavomir iz prijateljske občine neverjeten, kar se tiče našega sodelovanja. Letos sem bil sam osebno že 2-krat na Poljskem. Res je daleč, ampak meni zmeraj prijetno je tja gor in kot vidim tudi Slavomir rad pride k nam. Tako da se nekako povezujemo, združujemo, izmenjujemo izkušnje in nenazadnje izmenjujemo tudi gasilce, učitelje, nogometaše, športnike, tako da se na velikih nivojih se povezujemo. Jaz predvidevam, da bomo začeli tudi kaj na področju turizma
ker Naklo tukaj pri nas je zanimivo tudi z tega stališča, tako da veliko možnih stvari za sodelovanje. V občini Naklo sta zelo delavni, pridni ljudje, pa preletiva nekaj najpomembnejših investicij, ki jih imate kar veliko. Ja, lahko rečem, da smo v zadnjem letu investirali kar nekje 4 milijone v infrastrukturo. Zagotovo je zdaj največji projekt je gradnja infrastrukture, kanalizacije in vodovoda v Podbrezjah, v Podtaboru. To je projekt, ki je bil po projektantski oceni težak 1 400 000. Potem je druga močna investicija, je tudi rekonstrukcija ceste v Zadragi. V sklopu tega smo naredili tudi nov vodohran, 300 kubičen, precej vodovodov smo obnovili, nekaj kanalov smo zgradili, tako zdaj, če greva tako na hitro skozi, v tem letu smo obnovili preko 2 km vodovodov, preko 2 km cest, nekje 1500 metrov kanalizacije, v šoli smo dogradili dve novi učilnici, zamenjali smo ogrevanje v šoli, na pokopališčih v Duplah in v Podbrezjah smo uredili novo ograjo, v Naklem smo naredili tlakovanje poti za lažjo hojo, tako da potem obnovili smo pokopališko ulico v Naklem, eno žalostno cesto v Žejah, ki je bila res nujno potrebna. Naša občina z leti kar postaja lepša, boljša in prijetnejša. Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke. Pa vas pustim k vašim kolegom, županom. Hvala tudi vam za tale lep, prijeten obisk. Hvala lepa.